Veste, jaz zmeraj razlagam našim, da pacient preden dvigne telefon pa nas pokliče, doma 14 dni razmišlja o tem, kaj bo rekel, ko nas bo poklical. In ko nas pokliče, moramo mi to vedeti. In ga moramo pomiriti, v smislu umiriti, pomiriti, sprejeti in kot tacga v bistvu nesti skozi celotno obravnavo. Ker preden je on to težavo ozavestil, preden jo je v bistvu uspel ubesediti, o tem ne govorijo doma, ne z možem, ne z ženo, ne z otroci, ne s starši, to sam pri nas povejo. In to so pač stvari, ki jih moramo se zavedati, ko pacient k nam pride. Moje ime je Valentin Sojer, sem specialist kirurg splošne kirurgije. V medicinskem centru Jatros opravljam delo kirurga, obenem sem pa strokovni direktor. Tale bo v redu, pa še enega drugega, da je še en številk. Kako? Ja, vredno, kaj malo vas je nekaj? Zdajle en gospod za proktološko operacijo. Zdaj, če bi takole naredili, pa bi bilo pol boljše. Če vprašate, na kaj sem najbolj ponosen, je to nekaj drugega, kot moja služba. To je v bistvu moja družina, mojih 5 otrok. In ravno današnji dan je najstarejši star 40 let, recimo. Tako da in seveda 6 vnukov in 7. pričakujemo. Poleg tega pa seveda tega ne bi bilo, če ne bi imel krasne žene. Tako da v bistvu je to tisto, na kar sem najbolj ponosen. Veliko dela, težkega dela v resnici, ampak to je nekaj, kar me je privlačilo. Poleg tega je pa takrat ravno začelo to nekako se pogovarjati, da bi v Sloveniji začeli tudi s transplantacijami jeter. Pošli smo v tujino, se tam naučili, doma pripravili teren in dejansko potem tudi začeli s presaditvami jeter. Ker to je bilo res ogromno delo, velike skupine ljudi. Sem bil pa vesel, zelo vesel, ker je Slovenija transplantom obhajal 20 let, sem dobil pa posebno priznanje, zahvalo za pač prispevek k transplantacijski dejavnosti, kar mi je bilo pa zelo všeč. Ta čas je bil v resnici moj najbolj aktiven poklicni čas. Seveda vsaka zgodba se enkrat zaključi, tako da je bilo v nekem trenutku veliko razmišljanj, tako čisto osebno govorim, kaj pa zdaj. Prideš v neka leta, ko se moraš vprašati, kako boš nadaljeval kariero, kako boš zaključil kariero. In v nekem trenutku je dejansko prišlo tudi do tega, da me je profesor Košorok, s katerim sva na nek način malo v sorodu, ker je njegova hčera poročena z mojim sinom. In je prišla v bistvu pobuda, želja, vprašanje, ali bi bila kakšna možnost, da bi se pa tukaj morda zaposlil, pa na nek način prevzel štafeto. V bistvu, ko sem prišel sem začel na nek način znova. To se pravi, bilo potrebno usvojiti neko znanje od osnovnih elementov do nekih kompleksnih stvari. Pol pogosto so rekli, kako si, sem rekel, dober. Sem rekel, prej sem z veliko kirurgijo pomagal malo ljudem, zdaj pa z malo kirurgijo pomagam veliko ljudem. Tako da v bistvu je zmnožek je isti. To se vse v bistvu rečemo temu patologija medeničnega dna. Začel je resnici en zdravnik, ena sestra v najeti ambulanti. In je rekel, prvi mesec smo pogledali 12 pacientov. Danes jih pogledamo do malce 12 v eni ambulanti. Danes nas je skoraj 70 sodelavcev, od tega malo manj kot 50 redno zaposlenih. Vodimo prehransko ambulanto, fizioterapevtsko obravnavo v okviru rehabilitacije medeničnega dna, vse kirurške posege. Smo zasebni zdravstveni izvajalec v okviru javnega zdravstvenega sistema in to, kar moram poudariti, je, da približno 95% vse dejavnosti dejansko izvedemo na napotitev za račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Mi letno naredimo približno, zdaj se bližamo številki 25 000 obravnav. Se pravi, 25 000 krat pridejo pacienti v našo ustanovo na leto. Od tega je približno 7 000 pacientov, ki pridejo prvič. Pol je pa
približno 2000 kirurških posegov. Ravno kar se pripravlja operacijska za naslednji poseg. Se pravi, blizu 2300 opravimo koloskopij. Opravljamo večinoma proktološke posege, pa tudi kile in večje operacije za medenično dno. Moramo tako zdraviti, da pacient pol na koncu lahko živi. Mi rešujemo večinoma stvari, ki delajo težave v smislu kvalitete življenja. Ali ne moreš od doma, ali ti je zoprn na obisku, ali kar naprej stranišče iščeš, ali ne veš, kdaj ti bo kaj ušlo. Prej so se ukvarjali samo s svojimi težavami, velik del dneva so posvetili pravzaprav osebni negi, sedaj pa je veliko lažje oziroma lahko počnejo stvari, ki jih prej dolga leta niso mogli več. Eno delo do konca, kaj lahko naredim s tem, kar imam, pa vzemi, kar dajo. Zdaj to pomeni, da če se nekaj lotiš, je fajn, da to narediš. Se pravi, če pacient pride, to imamo pri nas recimo tako nekako pravilo, želimo, da pri nas pacient, ki pride s problemom, od nas odide z rešitvijo. Kaj lahko naredim s tem, kar imam? Zavod za zdravstveno zavarovanje nam s pogodbo določa, koliko lahko naredimo, in s pogodbo določa tudi, kaj lahko naredimo. Se pravi, imamo omejitev v številu in v vsebini. Zdaj vzemi, kar dajo, pa spet isto, toliko, kar lahko, toliko bomo pač naredili. Zdaj, če se da več, bomo več, če pa ne, pa ne. Mi smo se odločili, to je naša hišna, recimo, praksa, prvič nobenega ne zavrnemo, ko pride z nujno napotnico, in nikoli ne rečemo pacientu, vi niste prišli zato, kaj je nekaj nujenega, ampak rečemo, v redu ste prišli, smo ugotovili, nič ni nujnega. In če smo ugotovili, da nič ni nujnega, smo rešili urgenco. Se pravi, skrb pacienta smo znižali na eno raven, ki je sprejemljiva. 30-letnica je nek mejnik, seveda. Mi smo upali, seveda, da bomo obenem praznovali tudi 80-letnico profesor Košoroka, pa je žal lansko leto nekako na hitro umrl, v resnici nepričakovano. Tako da zdaj simpozij pa vsem pripravljamo. Zdaj simpozij bo en tak mal širši pogled na celotno dejavnost koloproktologije, predvsem patologije medeničnega dna, kjer smo povabili kar veliko tujih predavateljev, to priznani strokovnjaki iz različnih dežel, ki se ukvarjajo v bistvu s podobno problematiko.